Okužili se bomo v nadaljevanju oddaje Radioaktivno. To bo storila skupina Katalena, Tibor pa je z mano. Zdravo. Zdravo. Ste kaj kužni? Upam, da vedno več z dobro voljo in čim manj z virusom. In čim več z glasbo. In čim več z glasbo, ja, hvala za pomoč. 20 let obeležujete letos, hitro se je obrnilo. Tudi sami smo presenečeni, verjemite še bolj kot vi, sicer smo s tem dejstvom zdaj že kar dobro nesprijaznjeni, to je lepo dejstvo, ne? Ampak ja, seveda nihče si ni predstavljal, da bo iz delavnice nastala 20 let trajajoča zasedba. Se boste potem vrnili na kraj rojstva? Z veseljem bi se, šli bi na počitnice v to majhno in precej neznano belokranjsko vasico, ampak mislim, da tista namestitvena kapaciteta niti ne obstaja več. Bomo pa zihar šli na izlete enkrat. Boste pa kljub temu obeležili 20 let delovanja? Drži. S koncerti? Ja, seveda. S koncerti sezona na papirju zgleda po dolgem času, skoraj 1 leto nismo stali na odru, saj ne na koncertnem odru, zgleda fenomenalno. Zdaj se pač pripravljamo na vaje, malo več je treba vaditi, ker nismo kondicijsko se pripravljali na koncertih in že 23. junija v resnici štartamo na polno in potem v naslednjih 3 tednih kar veliko koncertov oddelamo. Boste pa jubilej pospremili tudi z novim albumom Kužne pesme. Kaj ste nam pripravili? Ja, tako kot sam naslov, seveda, dajmo reči, da sta 2 elementa pri tej plošči pomembna. Eno je samo dejstvo 20. obletnice, ki smo se seveda želeli obeležiti kreativno. Drugo je, da smo si kot umetniki želeli na nek način reflektirati in dati svoj pečat, tudi razumevanje časa, v katerem smo živeli, in seveda to naredili na Kataleni prepoznaven način z nekim kreativnim dialogom, z tradicijo, razumevanjem in spoprijemanja človeka, ki je živel na teh koncih pred 100 let, kako so se pač naši predniki soočali z epidemijo. Mi pa smo želeli s tem pogledom nazaj na nek način osmisliti tudi naše doživljanje teh kužnih časov. Seveda pa tega nismo želeli narediti na morbiden in temačen način, tako da plošča je kljub mogoče rahlo neprijetni tematiki relativno svetla, saj za zvok Katalene. Ne nazadnje tudi prvi singl, ki sedaj najavlja album Ah, le kaj ti povem, je taki dinamičen. Ja, drži. Skratka, ko smo se pogovarjali o naslovu Kužne pesmi, se že sam naslov v resnici namiguje na več pomenskost te sintagme. Eno je seveda pesmi, ki govorijo o kužnih časih, drugo pa so to pesmi, s katerimi se želimo okužiti. In mogoče ta skladba na nek način pomeni vstop ali pa vsaj koketiranje z majčkom bolj sodobnim žanrskim pristopom, čeprav se s tem Katalena v resnici nikoli ni pretirano ukvarjala. Želeli smo držati svoj nek glasbeni jezik in mu ostati zvesti. In mislim, da je ta pesem super prikaz tega katalenskega zvoka in pristopa k aranžiranju glasbe. Je res, da je besedilo te pesmi ljudsko, saj v izhodišču, ko smo ga vzeli ljudsko, iz planinskega konca prihaja. Poslušalci mogoče ta glasbeni motiv poznajo v precej drugačni obliki, namreč obstaja glasbeni motiv, tudi kar nekaj narodno-zabavnih ansamblov je to pesem igralo pod naslovom Eno kajžico imam, eno hišico imam in tako naprej. No, mi smo napisali popolnoma novo glasbo. Besedilo smo vzeli zgolj kot neko vsebinsko izhodišče, ker zelo dobro opisuje stanje osamljenosti, s katerim smo se vsi na takšen drugačen način v tem letu soočali. Kot si že omenil, so skladbo priredile številne zasedbe, vi pa ste dali katalenski pečat. Predvsem smo napisali popolnoma novo glasbo. Niti glasbenega motiva si nismo sposodili smo si samo del besedila. Glasba pa je popolnoma avtorska, kar po Kataleni, saj zadnje plošče, postaja stalnica, torej ne prirejamo več slovenske ljudske glasbe, ampak je tako rekoč na novo avtorsko osmišljujemo. Dodali pa ste tudi video podobo. Drži. Za video pa smo v teh časih poskrbeli naša klaviaturistka Polona Janežič in pa naša zelo dobra prijateljica Vanja Žuran, ki sta z veseljem sporočili, to sicer ne bi smel na glas govoriti, da sta za video porabili bolj 70 €. Skratka, zanesli smo se na lastne kreativne vire. To je posledica epidemije in kužnosti. Drži. Več bomo rekli v albumu kmalu, v daljšem pogovoru, ko ga tudi predstavimo. Sedaj v eter
pošljemo še aktualno, zato Tibor, beseda je tvoja. Pred vami je skladba, single prihajajoče plošče skupine Katalena, ki letos obeležuje 20 let s poudarkom v isti zasedbi, istih 16 je še vedno v zasedbi in ki upam, da vas bo popeljala v rahlo svetlejše, predvsem pa bolj odprte v fizičnem in mentalnem smislu čase. Kaj ti povem, da sem sam, tam gori na hribu, no hišco imam. Kaj mi pomaga ta hišca in blago, kaj mi to nuca, ker moram biti sam. Kaj ti povem, da sem tam, spodaj pod hribom, no hišco imam. Kaj mi pomaga ta hišca in blago, kaj mi to nuca, ker sama sem tam. Hišca v stenah tudi okenca ima, nagelj okoli dovolj. Lepo mi cveti, pa še lepši diše, a lepši vseh duha, kot človek ni sam. Hišca v stenah tudi okenca ima, nagelj okoli dovolj. Lepo mi cveti, pa še lepši diše, a lepši vseh duha, kot človek ni sam. Kot človek ni sam. Klopi prav vsak dan sedim in tudi na fajco tobaka kadim. Kaj mi pomaga ta fajca in tobak, kaj mi to nuca, ker moram biti sam. Pred hišco pa tudi notrtico imam, skozi okno jo gledam čez dan. Mi okna opleta in vinca obeta, kaj mi to nuca, ker sama jo imam. Hišca v stenah tudi okenca ima, nagelj okoli dovolj.